Radijski laboratorij na valovih znanosti. Frekvenca X. Dober dan želim, danes sem z vami Maja Ratej. Kot ste morda opazili, na Valu v zadnjih tednih spet nekoliko več govorimo o covidu. Razlog je preprost. Od tistega turbulentnega obdobja je minilo že 5 let. Nismo ga povsem pozabili, še vedno so ga polni komentarji po članki, še vedno ga mešamo v naše vsakdanje debate. Me zanima, koliko ljudje še o tem govorite, koliko je to še del vaših pogovorov, recimo, ali nič? Skoraj nič. Pogovarjamo se z slabimi spomini nazaj, drugače pa to ni več tema. Jaz sem v stiku z zelo veliko, tudi predvsem starejšimi, ne? Tako da se ves čas pogovarjamo o temu. Ne prav velikrat, ampak je. Sama sem predvsem pozorna, ko ga slišim v kombinaciji z zdravstvenim stanjem ljudi. A ste morda opazili, da se zadnje čase marsikaj prepisuje covidu ali pa cepljenju proti njegovemu povzročitelju? To večkrat slišim, predvsem bolj kot posledica cepljenja. Moja nečakinja v Avstriji ima take posledice. Ne, jaz mislim tudi, če bi to pripisal, ne bi verjel. Marsikdo misli, da ima kakšno težavo na podlagi covida. Ne? Ko pride nekdo pa pove, ja, una soseda ima pa to je sigurno od cepljenja. Me pa žalosti, da sem pa ravno danes zasledila en članek, ne, da v bistvu so zdaj pa ljudje, nekateri pa tako močno postali proti cepljenju, da celo deklic ne dajo cepiti za raka na materničnem vratu, kar je pa zelo žalostno. Te trditve so kar močne in dejansko me zanima, kaj je po 5 letih mogoče povedati o posledicah okužb ali pa cepljenja. Je raka res več? Je vse embolije mogoče pripisati okužbam? In tako naprej. Da dobim verodostojne odgovore, sem na pomoč poklicala znanstveno komunikatorko Zarjo Muršič. Zarja, dober dan, pozdravljena. Živja. Zarja, kaj v tem post-covidnem obdobju ti najbolj zaznavaš z vidika zdravja ljudi? Naprimer, kaj se dogaja znotraj tvojega mehurčka oziroma zunaj njega? Mislim, da smo se počasi kar vsi sprijaznili, da je covid z nami in bo z nami ostal. Vseeno pa recimo v mojem mehurčku smo še vedno malo previdni in v primeru druženja z osebami, ki imajo kakšne kronične bolezni ali pa oslabljen imunski sistem, izkazujemo neko previdnost z maskami, s testiranjem tudi za covid ali pa da pazimo, da se ne družimo, ko ima kdo znake okužbe. Kje pa ti ponavadi iščeš odgovore oziroma informacije? Večinoma seveda od ljudi in pa znanstvenih spletnih strani, ki jim zaupam. Zdaj nekako pripraviva načrt za tole oddajo, kajti tematika je kar obširna. Kako bi jo zasnovali, kako predlagaš? Ja, ne vem, jaz bi najraje vprašala tiste, ki so se v preteklosti izkazali za zaupanja vredne. Rečeno, storjeno, v preteklih tednih smo z Valovim mikrofonom v Ljubljani slalomirali med Univerzitetnim kliničnim centrom, Nevrološko kliniko, Medicinsko fakulteto in Onkološkim inštitutom. Govorili sva z epidemiologinjo raka, imunologom, pulmologom in nevrologom. Vsi so ljudje, ki se še vedno na dnevni ravni srečujejo z bolniki oziroma bolnicami in analizirajo podatke o njih, ter predvsem so na tekočem znanstvenimi objavami o covidu. Najno osnovno vprašanje, ko smo potrkali na njihova vrata, je bilo, kakšne so srednjeročne posledice okužbe in cepljenja, kaj je res in kaj ne, in kaj kaže vsakodnevna klinična praksa. In da nam boste lažje sledili, oddajo deliva na več poglavij. Najprej sva šli na mesto zločina, pljuča. Pozanimali sva se, kako je z dolgim covidom. Je covid res kriv za porast raka? Je bilo naslednje žgoče vprašanje. Zastavili sva tudi vprašanje, kako kaže mRNK cepivom. In najno mini odisejado sva sklenili z vprašanjem, kako naprej in če se je kaj tudi zaradi covida spremenilo na bolje. Tole je nekaj res hitrih misli najinih gostov in gostje. V bistvu smo ugotovili, da se covidna pljučnica kar lepo pozdravi. Ocene pogostnosti dolgotrajnega covida se razlikujejo. So tam nekje od 5 pa do 20% vseh, ki so boleli za covidom. Zdaj verjetno je nekaj ljudi, ki bi drugače zbolelo za rakom v letu 2021, tudi umrlo za covidom v letu 2020 in jih nikoli pač v teh onkoloških evidencah ne bo. Kakršnikoli podatki ne kažejo, da bi imeli kakšen onkogen potencial. Pandemija COVID-19 je po doslej znanih podatkih zahtevala več kot 20 milijonov življenj, povzročila gospodarsko škodo v višini $16 bilijonov,
približno 130 milijonov ljudi pa je pahnila v revščino. In to še ni vse, lahko beremo v reviji Science. Po podatkih iz oktobra 2024 okužba vsak teden še vedno vzame 1000 življenj, ob čemer še vedno ni jasen izvor virusa. Prav tako ni soglasja o tem, kako virus sproži dolgi COVID. Ja, to je bilo objavljeno v začetku meseca. V članku so med drugim povzeli srečanje, ki so ga mesec prej organizirali raziskovalke in raziskovalci COVID-a. Tam je epidemiologinja Marija Van Kerkhove iz Svetovne zdravstvene organizacije z zaskrbljenostjo opozarjala. One of the things for me that's so striking is that the world wants to forget this pathogen that is still with us. V svetu, v katerem živimo sedaj, nihče ne želi govoriti o COVID-19. In naprej, vsi se obnašamo, kot da se ni zgodil. And in many respects pretend it didn't happen because it has been so traumatic. But that is really detrimental. Moja naloga je bila predvsem konzultantska, da sem videl zelo veliko rentgenskih slik, več kot 1000 ali pa nekaj tisoč, tako da imam kar občutek glede tega, kako so bila pljuča prizadeta in kako so se pozdravila. Matjaž Turel je pulmolog, ki v sklopu kliničnega oddelka za pljučne bolezni in alergije na UKC Ljubljana vodi bolnišnični oddelek. Ker je bil COVID najprej prepoznan kot respiratorna bolezen, je bil najin prvi sogovornik. Se pravi, še vidimo bolnike s covidno pljučnico, ampak moram poudariti, da so to praviloma necepljeni in tisti, ki imajo kakšne kronične bolezni, oziroma še zlasti tisti, ki prejemajo kakšna zdravila, ki vplivajo na imunski sistem, kot so na primer kemoterapija, razne druge imunoterapije. Pri tistih še vidimo podobne slike covidne pljučnice, kot smo jo videli pred leti. Med samo pandemijo smo v medijih lahko ogromno brali o tem, kako so se obolelim slabšala pljuča in da je imela bolezen zelo nepredvidljiv potek. Mi smo pa videli bolnike, ki so rekli, da ne dihajo težko, pa so imeli 70 ali pa 65% saturacijo oziroma zasičenost hemoglobina s kisikom. To je bila prav značilnost covida, da v bistvu tako znižanje kisika ni sprožilo občutka težkega dihanja. Niti telo se ni odzvalo. Vse smo gledali, smo si razlagali na določene načine, ampak mislim, da je to za ta okvir prezahtevno razlagati. Ampak to je bilo nenavadno. Kljub težki sliki, ki jo je okužba sprva pustila na pljučih mnogih, pa se po Turelovih opažanjih stanje pri bolnikih presenetljivo dobro popravi. Moram reči, da smo mi pravzaprav že kmalu po covidu v ambulanti naredili eno raziskavo. Bila je narejena približno pol leta, mislim, po covidu. Retrospektivna smo zajeli skoraj 150 bolnikov, ki so bili pri nas pregledani prvič, pol so še na kontrole hodili, približno 2 do 3 meseca po dokazani okužbi. In v teh jih je, mislim, da kar skoraj 3/4 potrebovalo hospitalizacijo. V bistvu smo ugotovili, da se covidna pljučnica kar lepo pozdravi. Pri 90%, skoraj 90% bolnikov na rentgenogramu ni bilo nič več videti ali pa morda nekaj minimalnih brazgotinic, ki so bile glede na funkcijo bolj lepotnega značaja, ne toliko funkcionalnega. Nekoliko so imeli znižane nekatere parametre pljučne funkcije, ampak ne izrazito. Pri tistih, ki pa so potrebovali umetno predihavanje ali pa so bile uporabljene še druge metode zdravljenja, kot je na primer izventelesna membranska oksigenacija, pa je prizadetost pljuč dolgotrajnejša. Zaradi izjemne diagnostike pljuč so v tistem obdobju odkrili tudi več drugih pljučnih obolenj, vključno z rakom, pa tudi kakšne druge začetne kronične pljučne bolezni. Kaj pa embolije? Jaz osebno mislim, da v tistem zgodnem obdobju med covidno epidemijo je bila ob covidni okužbi pljučna embolija zanesljivo pogostejša, ampak je bila posledica bolezni. Pri velikih bolnikih, ki so imeli težek potek, smo ob preiskavah, ki smo jih delali, se pravi tudi CT,
najdel strdke v žilah pljuč, se pravi pljučne embolije. In znano je, da je bil vzrok virus. To je bilo predvsem pri tistih, ki so hujše prebolevali, manj pri tistih, ki so blago. Tudi za cepiva vemo, katera so povzročila motnje starjevanja krvi oziroma tvorjenje strdkov, ampak to, če pogledamo številke, so bile še vseeno številke bistveno manjše kot korist, ki ga je cepljenje imelo za vso ostalo populacijo. Pri določenih mlajših bolnikih se je tudi vedelo, da lahko povzroča vnetje srčne mišice cepljenje, ampak se spet številka bila zelo, zelo nizka v primerjavi s koristmi. COVID je lahko tudi sama okužba s COVIDom, mogoče bi to mogli še kardiologe vprašati, je povzročil lahko tudi vnetje srčne mišice, tako imenovan miokarditis, ampak zdaj po tolikem času bi pa jaz zelo težko povezal vse te bolezni, ki se pač zdaj dogajajo in so se pred COVIDom ravno tako dogajale, da bi povezal, da je COVID kriv za povečano število. Tukaj je spet stvar NIJZ-ja pa obdelave podatkov in seveda raziskav. Ampak COVID že dolgo ni več znan zgolj kot respiratorno obolenje. Druga je pa seveda ta posebnost SARS-CoV-2, za razliko od drugih respiratornih virusov, da se ne širi samo po dihalih, ampak da ima svojo afiniteto tudi v žilju in pa v centralnem živčevju in zaradi tega seveda pušča specifične posledice. Alojza Ihana sem obiskala na Medicinski fakulteti v Ljubljani, kjer vodi laboratorij za celično imunologijo in oddelek za imunologijo in kjer je tudi predstojnik katedre za mikrobiologijo in imunologijo. Med pandemijo je z mnogimi nastopi v medijih pomagal razblinjati neznanje okrog virusa in kako ta vpliva na naš imunski sistem ter druge organe v telesu. Ko ga vprašam, kako sam spremlja razmah zastraševalnih novic o posledicah okužbe s koronavirusom in zlasti cepljenja, pove tole. Med pandemijo se je izoblikoval en cel žanr dramatičnih YouTube zgodb, kjer največkrat upokojeni nekateri znanstveniki na nek način so opazili, da lahko privabljajo kar velike množice konzumentov takih dramatičnih zgodb, s tem, da govorijo nekakšne raziskovalne opaske o cepivih, naprimer. To je postala ena cela, bom rekel, zabavna industrija, ki nima zveze z tem, kar se dogaja v medicini. Ko človek gleda medicinske članke, vidiš, da sta to dva popolnoma različna svetova. Na to, da danes skoraj vsako smrt ali vznik bolezni pripisujemo okužbi ali cepljenju, pa ima pripravljen odgovor na osnovi dolgoletne prakse. Ko slišimo, da je nekdo umrl, bodo tisti, ki niso bili cepljeni, vedno rekli, to je bilo pa sigurno cepivo, s tem bodo svoj lastni strah pred smrtjo nekako izbrisali. To je nek normalen proces tabuizacije smrti, ki ga imamo ljudje. Prej, ko se ni na prvo roko štartali na cepljenje, se je tudi vedno poiskali, ali je mu visok pritisk in če ga jaz nisem imel in če jaz nimam visokega pritiska, sem s tem upravil za svojim strahom pred soočanjem s to novico. Se pravi, ljudje smo nagnjeni k temu, da ob novici, da je nekdo umrl, da skušamo najti nek razlog, s katerim se pomirimo, da mi nismo ogroženi. In en tak pavšalen razlog, ki se je oblikoval po epidemiji, je seveda cepljenje in zato v komentarjih, kdo umre, srečamo izjemno neokusne pripombe, ki na nek način niso drugega kot samo obramba. Ihan že od samega začetka podrobno spremlja obnašanje virusa v telesu. Kot pravi, je virus razvil ta receptor, s katerim se pripne na celice, torej ta spike protein, na nekoliko drugačen način. In to mu omogoča, da se je lahko razširil po celem telesu. In zaradi tega malega naključja je pravzaprav nastalo vse to, kar danes imenujemo dolgi COVID. Največ je težav zaradi te persistence pa povzročene vnetje v centralnem živčevju. Precej tega je zaradi persistence v črevesju
in pa zaradi vpliva potem na glavni živec, ki oživčuje črevo, to je vagus. Persistenca na teh dveh mestih povzroča pravzaprav večina tistih težav, ki jih označujemo z poznimi posledicami covida, torej z dolgim covidom. Ocenjujejo, da je kar 400 milijonov ljudi po svetu utrpelo dolgi covid. V Združenih državah Amerike naj bi imelo dolgotrajnejšo obliko kar slabih 8% tistih, ki so kdaj zboleli za covidom. Podatki iz Združenega kraljestva so sicer nižji. Dolgi covid lahko prizadene vse osebe, ne glede na spol in starost. So pa v Združenem kraljestvu v podatkih opazili večjo pojavnost dolgega covida med tistimi, ki živijo v prikrajšanju. Ocene pogostnosti dolgotrajnega covida se razlikujejo. So tam nekje od 5 pa do 20% vseh, ki so boleli za covidom. Zanimivo, da je največkrat to po prvi okužbi. Po kasnejših okužbah se tega javlja precej manj. Tako da moram reči, da v zadnjih mesecih izredno redko naletim, jaz pa tudi moji kolegi, na pacienta, ki bi imel simptome dolgotrajnega covida, ki bi bili povezani z nedavno okužbo. Kot zdravnik, nevrolog, zaposlen na kliničnem oddelku za bolezni živčevja v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana in kot docent za področje nevrologije na Medicinski fakulteti v Ljubljani, pa bolnike z dolgim covidom od blizu spremlja Rok Berlot. Znaki so lahko zelo raznoliki. Pacienti imajo lahko kognitivne motnje, poročajo o težavah z zbranostjo, o upočasnjenosti misli, spremembah funkcioniranja glede na predhodne kognitivne sposobnosti. Dostikrat uporabijo izraz, da gre za neko možgansko meglo. Potem en drug tak spekter pacientov po covidu se lahko kaže z težavami z omotičnostjo, vrtoglavostjo, z prekomerno utrujenostjo. Zelo pogoste so tudi razpoloženjske motnje, depresija in tesnobnost, pa tudi motnje spanja. Kot opozarja Berlot, je pri diagnostiki dolgega covida precej sivih lis, ki niso najboljše za bolnike. Nevrologi so po njegovih besedah soočeni z netipično situacijo, ko je bolezen definirana z domnevnim sprožiteljem, ki so mu pripisani raznoliki simptomi. Bolniki tako že sami ponudijo diagnozo dolgega covida, ob tem pa pogosto nizajo simptome, med katerimi je še posebej pogosta možganska megla. Gre za izraz, ki ga je zelo težko točno opredeliti, ker izhaja iz opisa simptomov, iz poročanja oseb, ki so bile med prvimi, ki so to začutile, potem pa se je nekako prijel in postal del vsakodnevne rabe. Moram reči, da nam nevrologom ni zelo všeč, ker skušamo vseeno motnjo bolje, natančneje definirati in si ponavadi pod takšno megleno mislijo teh pacientov predstavljamo neko upočasnjenost ali pa težave z pozornostjo, zbranostjo. Težava je, ker je res težko ločiti med covidom in drugimi predhodnimi znaki, ki so obstajali pred okužbo. Vztrajanje pri diagnozi dolgi covid je lahko pri marsikom dimna zavesa za kakšno drugo motnjo. Največ dolgega covida je bilo sicer zabeleženega po prvi okužbi. V Združenem kraljestvu naj bi za dolgim covidom zbolelo kar okoli 2% populacije. Pri skoraj 3/4 obolelih to stanje traja dlje kot 1 leto. Predhodna okužba pa ni zagotovilo, da ne boš dobil ali dobila dolgega covida ob vnovični okužbi. Pa še tole, po nekaterih podatkih cepljenje lahko zmanjša verjetnost dolgega covida. Vseeno pa so sogovorniki optimistični in upajo, da se bo pojavnost zapletov po covidu zmanjševala. X. Ob tem velja omeniti, da tudi nekateri drugi virusi, s katerimi se srečujemo že dlje časa, niso nedolžni in so tudi v preteklosti sprožali kronično utrujenost, a vseeno v veliko manjši meri, kot to počne SARS-CoV-2. S temi preostalimi virusi mislim naprimer na virus Epstein-Barr, ki naprimer, to je precej nov podatek, povečuje tveganje za multiplo sklerozo. Če parafraziram to, kar nam je povedal malo prej slišani monolog Alojzij Han, on pričakuje, da bo čez nekaj časa pojavljanja dolgega covida manj kot sedaj. A ni zagotovila, da ga tudi po 4. ali 5. prebolevanju ne bi mogli dobiti.
Nič ne pomeni popolne zaščite pred dolgotrajnim covidom, pritrjuje Berlot. Pogledate presek ljudi, ki k vam prihaja zaradi suma tega, kakšna populacija je to, ženske, moški, srednja leta? Verjetno bi vam vsak nevrolog odgovoril malo drugače, glede na to, da se z temi pacienti srečujemo v različnih ambulantah. Zdaj, če mislim recimo osebe z kognitivno motnjo, so to osebe v zrelih letih, ki so funkcionirale na nekem visokem nivoju do obdobja epidemije, potem pa je prišlo do nekega poslabšanja. To so tako moški kot ženski, mogoče nekoliko mlajši od oseb, povprečno mlajši od oseb, ki jih srečujemo s pritožbami, ki so prvi simptomi nevrodegenerativnega procesa, ki vodi v demenco. Zelo pogosto pa so pridružene tudi recimo razpoloženjske motnje, pa pri deležu bolnikov tudi neka določena osebnostna struktura, nek perfekcionizem, neka storilnostna naravnanost in sprememba funkcioniranja, ko se ni bilo mogoče več vrniti na predhodni nivo, kar je pa seveda poglabljala frustracijo in tudi motnje. Na nevrološki kliniki naj jo je zanimalo, kako virus sploh prizadene živčevje. Kakšni so mehanizmi v ozadju? Mehanizem okvare živčevja je raznolik in še ni povsem jasen. Na začetku smo se posebej glede na ta podatek o težavah z vohom pacientom bali, da je vohalni živec nek vstop v možgane, neka odprta vrata, po katerih bo virus vstopil možgane in prizadel. Izkazalo se je, da so taki zanesljivi opisi invazije virusa v osrednje živčevje pičli. Možen mehanizem okvari živčevja preko nekega vnetnega imunskega odziva. Okužba vzbudi reakcijo v našem imunskem sistemu, ki skuša virus odstraniti in preko tega pride včasih do neke postranske škode. Virus napade tkiva, ki so naša lastna. To je mehanizem nastanka avtoimunih ali pa avtovnetnih bolezni in tudi pogosto ne zgolj pri covidu, ampak tudi pri drugih bakterijah, virusih, možen sprožilec nevroloških zapletov. Še ena stvar je pa možna, lahko da je velikokrat, to smo sploh na začetku pogosto srečevali, poslabšanja preekzistentnih kliničnih stanj pri osebah, ki so zboleli s covidom, če tudi je ta potekal v blažji obliki. Recimo nekdo ima minimalne, mogoče klinično neprepoznane znake Parkinsonove bolezni ali pa neke začetne demence, potem pa ob okužbi, v tem primeru s covidom, pride do nekega zmanjšanja možganske rezerve. Možgani ne morejo več kompenzirati tisto začetno okvaro. Posledica vnetnega odziva na eni strani in pa zmanjšanje možganske rezerve. Tako po našem živčevju torej opleta koronavirus, ki lahko, kot pravi Berlot, še pospeši prihod kakšne že porajajoče se nevrodegenerativne bolezni, tudi demence. Kaj pa tveganje za, na primer, možgansko kap po okužbi in cepljenju? Okužbe so že same po sebi nekoliko protrombogeno stanje, še posebej pa se je to izkazalo, da drži pri covidu. Namreč prišlo je do pogostejšega pojava krvnih strdkov tako v venah in s tem nevarnost pljučnih embolij recimo ali pa venskih tromboz, pa tudi v arterijskem sistemu in zaradi tega pogostejše javljanje možganskih kapi. Tako da to ste opazili več tega? Ja, je bilo precej pogosto konstelacija, da je nekdo v času prebolevanja okužbe zbolel z recimo možgansko kapjo ali pa tudi trombozo venskih sinusov. Ja. Kaj pa cepljenje? Tudi tukaj obstajajo povezave spet, ne zgolj pri cepljenih za COVID, oziroma ne zgolj pri cepljenih proti covidu, ampak marsikatero cepljenje lahko vzbudi neko imunsko reakcijo v telesu in se to kaže z različnimi neugodnimi zapleti. Pri cepivih proti covidu, posebej pri nekaterih tipih cepiv, pa se je to dogajalo še pogosteje. Doslej smo pretresli posledice okužbe s koronavirusom SARS-CoV-2 na naših pljučih, pojavljanje tromboz in pa dolgi COVID. Čaka nas še en velik vprašaj: COVID in rak. Je kakšna korelacija med tem, da oseba, ki je zbolela za covidom ali se je cepila proti njemu, prej in pogosteje dobi raka? Alojz Ihan. Ne, onkogenosti
SARS-CoV-2 ni bilo pokazane, torej ni študije, ki bi na populacijskem nivoju nekako potrdila, da ljudje, ki so bili okuženi s tem virusom, da imajo večjo možnost za razvoj kakršnega koli raka. Niti ni pričakovano pravzaprav. Vemo, da so onkogeni virusi predvsem tisti, ki ugradijo svoj dedni material v DNK, recimo papiloma virusi, pa hepatitisi B, pa že omenjen Epstein-Barr virus. To so klasični onkogeni virusi, od katerih ima vsak potencial, da povzroči določene vrste raka in je tudi mehanizem popolnoma znan. Medtem ko pri respiratornih virusih, kot je SARS-CoV-2, pa ni niti bilo pričakovano, da bodo onkogeni, niti kakršnikoli podatki ne kažejo, da bi imeli kakšen onkogen potencial. Je pa COVID posredno povzročil velike težave pri tem, da smo kar naenkrat v Sloveniji pri zgodnejši diagnostiki raka zgrešili veliko ljudi. Ja, v začetku epidemije COVID-a, se pravi marca 2020, smo mi dejansko v našem zaprli zdravstveni sistem. Smo se pa dogovorili, da bomo izvajali onkologijo in pa porodništvo. Vesna Zadnik je predstojnica sektorja onkološke epidemiologije in registra raka na Onkološkem inštitutu v Ljubljani. Takole navaja podatke za prvi val epidemije. Izkazalo se je pravzaprav, da tudi onkologija, kljub tej zavesti, da moramo skrbeti za rakave bolnike, nismo uspeli izvajati v popolnosti. Saj smo namreč v registru raka že v prvih mesecih tega zaprtja ugotovili precejšen primanjkljaj. V prvih mesecih aprila, maja je bil ta primanjkljaj celo 30-40%. Zakaj se je to zgodilo? Sistem ni deloval in to je imelo posledice ne samo za tiste, ki so takrat zbolevali, tudi umirali za COVID-om, ampak dejansko tudi za onkološke bolnike, ki niso pravočasno prišli do diagnostike. Kje pa je pod radarjem ušlo največ ljudi? Ja, recimo največ upada je bilo pri kožnih tumorjih, veliko tudi pri raku prostate, raku dojke do 10%, tudi pri krvnih rakih. Zanimivo, mogoče pri pljučnem raku tega upada nismo zaznali, verjetno povezano s tem, da ta diagnostika se je pa vseeno upravljala v večji meri zaradi tega, ker smo pač iskali COVID oziroma zdravili COVID. No, če pa pogledamo potem številke za leto 2021, pa so bolj primerne tistemu, kar pričakujemo dejansko na ravni predepidemskih, vendar pa tega manjka, ki smo ga naredili v letu 2020, pa še vedno nekako nismo nadoknadili. Zdaj, verjetno je nekaj ljudi, ki bi drugače zbolelo za rakom v letu 2021, tudi umrlo za COVID-om v letu 2020 in jih nikoli pač v teh onkoloških evidencah ne bo, vendar najbrž pa ne tak delež, takšno število, tako da jih pričakujemo še v bodoče. Pa so zaradi zamude spregledani stadiji višji? Na srečo tega zaenkrat še ne vidimo, tega smo se zelo bali, ker pač je zamujena diagnostika nekako sledi iz tega, da bo stadij bolezni višji. V številkah za leto 2021 tega ne zaznamo, no. Bomo pa sigurno to še spremljali naprej, ker je to izjemnega pomena potem za možnost zdravljenja in pa v končni fazi za preživetje, ne. Raki so tako kompleksna bolezen, da za uspešno obravnavo potrebujejo vse delujoče sisteme, od diagnostike do zdravljenja. In to, poudarja Vesna Zadnik, mora veljati tudi za tako kritične situacije, kot je epidemija. Frekvenca X. Še v zapuščino koronavirusa poglejmo najprej o tem, kako je COVID spremenil medicino. Kot ugotavlja Ihan, je še posebej napredovala virusna diagnostika. No, vsekakor je diagnostika izjemno napredovala, zlasti diagnostika virusnih okužb. Se pravi, pred COVID-om je bila vendarle navada delati virusno diagnostiko ciljano. Se pravi, zdravnik je načeloma moral imeti predstavo, kateri virus želi dokazati, kar pomeni, morajo imeti predstavo, za katerim virusom je bolnik zbolel. In potem so bili testi, ki so odgovorili ja ali pa ne. Danes se je tehnologija virusne diagnostike tako razvila, da se pravzaprav delajo seti testov za večino
povzročiteljev, ki naprimer povzročajo meningitise, ali pa večino povzročiteljev, ki povzročajo dihalne okužbe, kar pomeni, da se dela teste za 10-20 virusov hkrati. Pospešek so dobila tudi mRNK cepiva. Ja, mRNK cepiva so z tem, bom rekel, velikim razmahom med covidom seveda dobila tudi velik razvojni razmah. Eno cepivo proti respiratornem sincicijskem virusu je že registrirano, se pravi, nimamo samo cepiva proti covidu med RNK cepivi, ampak imamo tudi cepivo proti respiratornem sincicijskem virusu. Naslednja cepiva, ki so v poteku registracij, so mRNK cepiva proti gripi. Se pravi, zelo kmalu se pričakuje, da bodo začela prevladovati za jesensko cepljenje mRNK cepiva, ki bodo kombinirana, ki bo hkrati cepivo proti gripi, cepivo proti respiratornem sincicijskem virusu in cepivo proti covidu. Tudi cepiva za covid se še naprej razvijajo. Nobeno izmed prvotno odobrenih monoklonskih protiteles in cepiv ne deluje proti trenutnim različicam virusa. Ena izmed posebnosti virusa SARS-CoV-2 je zagotovo hitro spreminjanje in pojavljanje novih različic. Raziskovalne skupine se tako trudijo napovedovati evolucijske spremembe virusa in tudi iščejo protitelesa, ki bi uspešno zaustavila virus, kljub temu, da se virus spreminja. Tako bi lahko bila nova cepiva uporabna vsaj nekaj let, preden bi se virus znova dovolj spremenil. Spremenila pa se je tudi vsakdanja praksa v obravnavah bolnikov. Naprimer, Rok Berlot. Moram reči, da smo postali bolj pozorni. Maska nas tudi zdaj, recimo v času epidemije gripe, nas spremlja pri delu na oddelku. Prej je bila to izjema kot pravilo. Razmišljamo bolj o varnosti pacientov, da jih ne po nepotrebnem izpostavljamo. Odprtih pa ostaja še veliko izzivov. Vesna Zadnik je zelo jasno opozorila na to, da nič ne bi smelo ustaviti diagnostike in da ni dovolj pustiti odprtih le določenih področij medicine. Mi moramo ostalo življenje čim bolj primerljivo kot pred to krizo, tudi v krizi peljati. Predvsem, kar se tiče onkologije, mi ne moramo postaviti onkoloških bolnikov na stranski tir ali pa diagnostike tega na stranski tir, ker dejansko so te posledice takih odločitev pravzaprav vidne pol še leta po tem, ko tista kriza že mine. Predvsem pa bodimo optimistični, za konec poudarja pulmolog Matjaž Turel. Moramo si naliti čistega vina, ob tem pa reči, dober covid je za nami, nehajmo vse povezovati s covidom, raj se boljš pripravimo na naslednjo epidemijo, ki bo zanesljivo, samo ne vemo kdaj. Iz te epidemije se moramo predvsem naučiti, ne samo, da znanje strokovno imamo in ga še nadgradimo, da bomo lahko takrat dobro ukrepali. Tle bi sam še poudaril, da severnjaki, ki so zelo tako karakterno ljudje, ki verjamejo stroki, tam ni bilo takih problemov, kar se cepljenja tiče, ker so zaupali stroki. Predvsem mislim, da je zelo pomembno, da se stroki ne odreka avtoritete na tem področju in da se spoštuje znanje, ki ga ima. In jaz mislim, da je to pravzaprav ključ za dobro ukrepanje ob naslednji epidemiji, ki bo pa skoraj gotovo prišla. Radijski laboratorij na valovih znanosti. X. Zarja, zdajle smo res natrosili veliko podatkov našim poslušalcem. Kako bi ti potegnila črto pod oddajo? Pandemije se bodo zagotovo ponovno ponavljale. In pri tem se spomnim raziskave iz leta 2022, ki napoveduje še večji prehod patogenov iz živali na ljudi. In to v povezavi s podnebnimi spremembami, pa tudi s tem, kako mi spreminjamo okolje in naravo. Vprašanje pa je, ali smo na to pripravljeni. Mene kar razveseli, ko slišim, da si v nekaterih okoljih hitreje nadenejo maske kot v preteklosti. In tudi cepiva so doživela velik napredek in pa imamo vedno več novih načinov zdravljenja.
Morda kar mene in glede na izjave sodeč tudi Svetovno zdravstveno organizacijo najbolj skrbi, je, da smo skrhali zaupanje med državami, pa tudi med institucijami. Ja, to pa je precej kompleksna tema in jo bomo odprli v kakšni drugi oddaji. Danes so bili z vami Maja Ratej in Zarja Muršič. Ob nama pa so razmišljali pulmolog Matjaž Torel in nevrolog Rok Berlot iz Ljubljanskega univerzitetnega kliničnega centra, imunolog Alojz Ihan iz Medicinske fakultete v Ljubljani in epidemiologinja raka Vesna Zadnik z Onkološkega inštituta v Ljubljani. Še to v oddaji smo skušali odslikati le nekaj področij, raziskave, kot sva z Zarjo poudarili, še potekajo in zagotovo tej temi čez nekaj časa, ko bo znanega še več, znova namenimo pozornost. In pa da vas ne pozabim povabiti k poslušanju prihodnje epizode, to, da omenjam pozabitev, ni naključje, govorili bomo namreč o spominu. Tukaj pa štafeto predajam Neži Borkovič. Živijo, tako je prihodnji teden v frekvenci X o spominu, dolgoročnem, kratkoročnem, o tem, zakaj nimamo spominov iz zgodnjega otroštva, pa o Prustovih Magdalenicah in vlogi čustev pri oblikovanju spominov. Nazadnje pa se bomo dotaknili še degenerativnih motenj, kaj se zgodi, ko spomin odpove, kaj se takrat dogaja v naših možganih. V studiu se mi bo pridružil spominski mojster Nik Škrlec, medse pa sva povabila še nekatere strokovnjake z področja nevrologije, tako da obljubljamo zanimivo oddajo. Neža, hvala. Ja, in si z veseljem zapomnimo, da vama prihodnjič prisluhnemo. Lepo se imejte in ne pozabite, na podcast Frekvenca X se lahko tudi naročite. Veseli bomo vsakega novega naročnika oziroma naročnice. Na valovih znanosti. X.